V tem primeru, kjer sem v Rusiji, ko smo delali v Žukovskem, je bil razmerje 1:2. To se pravi, model je bil 2-krat manjši, kot je realen avion. Ampak na tistem modelu smo imeli vse. Imeli smo strukturo aviona kompletno, imeli smo 2 prava motorja, avionska motorja, sicer pomanjšana za 2-kratno razmerje, se pravi, je bilo treba specialno te motorje narediti in prav mi smo te motorje delali, s tem smo šli mi v Rusijo. In potem se na takem, recimo, modelu naredi mernih mest, recimo tam na tistem modelu je bilo 1000 mernih mest za tlak in za temperaturo. Na samih motorjih je bilo množica nekih parametrov, ki so se merili in vse to je šlo zdaj centralno na nek računalnik in seveda so te dinamične parametre na modelu merili ob znanih parametrih na vetrovniku. Prav na vetrovniku so postavili kot letala, recimo zakrilca, postavitev, tako neko zavijanje in seveda neko hitrost je bila področena z ventilatorji. Se pravi, sam model je bil postavljen na neke podporne točke in na teh podpornih točkah so se merile sile. No in ste praktično popolno podobnost dobili. In na osnovi tega ste zanalizirali obnašanje aviona. Zdaj pa, da grem nazaj na to zgodbo, isto se dogaja tudi na avtomobilih. Se pravi, vi postavite nek avto, nek vetrovnik, na tem avtomobilu se potem določene senzorike postavi se kamere, postavi se neke izvore polutantov, te polutant je pravzaprav neka megla, ki jo spuščate v tokovno polje in zdaj ta megla potuje ob sami strukturi avtomobila. Večkrat se to vidi, so lepi posnetki neke vrtinčne strukture in seveda zdaj se lahko na tem avtomobilu študira, kako zdaj ta zračni tok, ta avto obteka, in istočasno se merijo tudi sile na podporah. Se pravi, se enostavno da zmeriti silo upora na avtomobilu pri danih hitrosti zračnega toka.